lepa za vabilo. Spoštovani, dovolite mi, da torej orišem politične razmere v Avstriji oziroma na Slovenskem v času taboru, se pravi v 60. letih 19. stoletja. Bi se pa potem v nadaljevanju še morda dotaknil s par besed torej samemu taborskemu gibanju, Vižmarjem. Seveda bo več o tem seveda povedano v nadaljevanju, tako da bom probal biti to zadevno kratek. Torej še enkrat spoštovani. Medtem, ko je bil že v letih marčne revolucije o prvem slovenskem političnem programu Zedinjena Slovenija in prvih zametkih nacionalnega čustvovanja v Avstriji vzpostavljen moderni parlamentarizem, je šele obnova ustavnega življenja leta 1861 modernizirala politično življenje v monarhiji. Parlamentarno ureditev je sprožila postopno politično mobilizacijo prebivalstva, kar je ustvarjalo podobo dokaj normalnega političnega delovanja. Politična liberalizacija pa je kmalu sprožila tudi nacionalna diferenciacija. Nacionalizem, sprva prisoten v ozkih intelektualnih krogih, se je tudi na Slovenskem postopoma toda vztrajno širil med sprva mestnim prebivalstvom in ga opredeljeval po nacionalnem ključu. Nemško ustavoverci se je definiralo kot sistem napredka in svobode, medtem ko je slovenstvo postalo sinonim za nazadnjaštvo in klerikalizem. Nemška politika je beležila uspehe predvsem v urbanih okoljih, na večinoma slovensko govorečem podeželju pa je temelje nacionalne mobilizacije prebivalstva kmalu uspelo postaviti slovenski strani. Oba pola sta tako že v 60. letih pričela krepiti svoje pozicije, nacionalizem pa je počasi, a vztrajno prodiral med širše množice. Slovenska politika je v parlamentarno dobo sicer vstopila precej neorganizirana in brez pravih ciljev. Slovenski položaj je bil v avstrijskem delu monarhije v 60. letih sicer najugodnejši v osrednji slovenski deželi Kranjski, kjer je prevladovala zmerna konzervativna struja z Janezom Blajvajsom na čelu. In na Goriškem, kjer je bila prebivalstvena struktura, razen v Gorici, bolj ali manj jasno določena po italijansko-slovenskem nacionalnem ključu. Konzervativno naravnana slovenska politika na Koroškem je bila zaradi neugodne volilne geometrije v precej slabšem položaju. V Istri pa se je slovensko prebivalstvo soočalo z dejstvom, da se mora za svoj nacionalni dvig otresti italijanskega irredentizma. Na drugi strani so vodstvo Narodne stranke na Spodnjem Štajerskem dali ton liberalno usmerjeni politiki. Vlada je bila v prvi polovici 60. let delno naklonjena krepitvi slovenskega učnega jezika v šolstvu. Prav tako je podpirala zahteve po slovenskem rodovanju strankami, ki niso znali nemško. Vladni namen je bil seveda povsem utilitaren, toda kljub temu se je slovensko narodno gibanje v prvi polovici 60. let krepilo. Centri narodne agitacije so postale čitalnice, Trstu, Ljubljani in Mariboru ustanovljene leta 1861, v naslednjih letih pa v večini mest in večjih trgov na Slovenskem. Ob njih so se veljavila še druga nepolitična društva, telovadno društvo Južni Sokol leta 1863, Slovenska matica leta 1864, ki je izdajala znanstveno, poljudno in šolsko literaturo, ter bila za krepitev slovenske zavesti zelo pomembna. Med kmečkim prebivalstvom gibanje sprva ni imelo uspeha. Toda vztrajno širjenje časopisja, poljudne literature in dejavnost društev sta del kmečkega prebivalstva že približala slovenstvu. Na drugi strani so se nekateri dvojezični meščani iz gospodarskih, političnih, kulturnih ali drugih vzrokov opredelili za nemško stran, na primer Dragutin Dežman, ki je po obnovi samega življenja prestopil v nemško ustavoverno stranko. Slovenska politika je v nemški liberalni tabor, ki je slovenske zahteve enačil s poseganjem v utečeno posestno stanje oziroma Besitzstand, oziroma z drugim besedami zrušenjem slovensko-nemške sloge, zasejala nemir, ki je botroval vse ostrejši nacionalni drži nemškega tabora. Slovenska politika je pod novo Belkredijevo vlado
ki je s septembrskim patentom 20. septembra 1865 sistirala oziroma zadržala izvajanje februarske ustave, ki se oprla na federalistično oktobrsko diplomo, skušala iztržiti kar največ. Le nekaj dni zatem, 25. septembra 1865, na sestanku v Mariboru, je tako dobila najširšo podporo notranja avstrijska ideja, se pravi deželni zbor za vsako deželo na osnovi narodnostnih kurij in skupni zbor za skupne zadeve, kljub temu, da večina udeležencev ni verjela v uresničitev programa. V tedanjih razmerah, ko se je že jasno nakazovala dualistična zasnova monarhije, je bil ta koncept nekako prevelika utopija, bi lahko dejali. Vlada in dvor nista bila naklonjena predlaganim rešitvam, kljub temu, da se je zdelo, da je za razpadajočo monarhijo dobrodošla vsaka sprememba ustavnih določil. Toda mariborski program, ki je predvideval združitev vseh Slovencev, brez ogrskih in beneških, je bil hitro pozabljen. Na Slovenskem se je okrepil nacionalni impuls, ki se je stopnjeval do deželno-zborskih volitev leta 1867, ko so Slovenci že nastopili z jasnim političnim programom. Na Krajnskem so zmagali, na Štajerskem pa osvojili vseh 8 mandatov v kmečki kuriji. Konec leta 1867 je v politično življenje avstrijske polovice monarhije vnesla novo dinamiko decembrska ustava. Za demokratizacijo političnega življenja sta bila izjemno pomembna zakona o društvenem in zborovalnem pravu, ki jo je cesar sankcioniral 15. novembra 1867. Konec decembra je sankcioniral še 5 temeljnih zakonov, zakon o državnem zastopstvu, zakon o temeljnih pravicah državljanov, zakon o ustanovitvi najvišjega državnega sodišča, zakon o sodni oblasti in zakon o izvajanju vladne in izvršilne oblasti. Decembrska ustava je bila maja 1868 dopolnjena s 3 pomembnimi zakoni, ki so urejali odnos med državo in katoliško cerkvijo. Zakon o zakonski zvezi, zakon o odnosih med šolo in cerkvijo, zakon o ureditvi interkonfesionalnih razmerij. Ob liberalni zakonodaji in vprašanjih konkordata pa so se zaostrili odnosi v slovenski politiki. Potem, ko so slovenski poslanci maja 1867 v državnem zboru glasovali za dualistično adreso, kar je v slovenski javnosti vzbudilo val ogorčenja, sta se izoblikovala 2 politična tabora. Tabor, ki je zagovarjal previdno politiko državnih poslancev, staroslovenci, in tabor opozicije, mladoslovenci, ki se je zavzemal za odločno nacionalno politiko po češkem zgledu. Nasprotja med njima so se v jeseni hitro zaostrovala, se pravi liberalni slovenski narod april 1868, katoliška politična in tiskovna društva. Na deželno-zborskih volitvah leta 1870 so se pojavile dvojne, se pravi liberalne in konzervativne kandidature. Toda mladoslovenci so staroslovenskemu pritisku vse bolj popuščali in na koncu vse na zunaj sprejeli katoliško etiketo, ko pa je konzervativni tabor leta 1871, ko pa se je priključil Hohenwartovemu klubu in zagovarjal široko deželno avtonomijo na podlagi historičnega prava, krščanska načela na področju ustave in šolstva ter narodno enakopravnost, mladoslovenci takšnega programa vseeno niso mogli sprejeti. Razpad sloge se je pokazal na Goriškem in na spodnjem Štajerskem. Konzervativna struja se je opazno krepila v Mariboru, septembra 1972 na zboru Slovenske matice v Ljubljani in v ostrih razpravah v Krajnskem deželnem zboru. Še posebej pa so ustanovitvijo časnika Slovenec leta 1873. Kulminiral pa je na državno-zborskih volitvah leta 1873 in na deželno-zborskih volitvah leta 1874, ko je konzervativna struja zavzemala cerkveno-politična stališča, medtem ko so liberalce zanimala vprašanja narodne politike. Strasti so se potem dokončno pomirile sredi desetletja, ko so tudi mladoslovenci vstopili v Hohenwartov klub. Kljub začetnemu idejnemu razcepu pa je slovenska politika konec 60-ih let poleg okrepljenega južnoslovanskega sodelovanja vseeno našel skupni imenovalec. Po češkem zgledu, ki so v skladu z liberalno decembrsko ustavo že prirejali množična politična zborovanja, ki so bila naperjena zlasti proti dualizmu, je poleti leta 1868 pričela organizirati tabore. Čeprav so prenesle prvo množično politično afirmacijo slovenskega narodnega gibanja že volitve leta 1867, so tabori prenesli idejo zedinjene Slovenije iz časopisnih stolpcev in zaprtih sestankov politikov med širše množice.
Pobudo je dal mladoslovenski tabor na Štajerskem, ki je s tabori skušal aktivirati predvsem kmečko prebivalstvo. S taborskim gibanjem je slovensko narodno gibanje postalo množično. Tabore so organizirali v vseh slovenskih deželah avstrijske polovice monarhije. Slovenska politika je kljub začeti ideološki delitvi nastopila složno in se ni ozirala na siceršnje razlike v političnem delovanju. Mladoslovenci so pazili, da niso načenjali staroslovenske politike v državnem zboru. Prav tako se niso spuščali na področje osnovnega šolstva, ki ga je na novo definiral liberalni zakon iz leta 1869. Tabori so torej govorili o stvareh, ki so združevale, kar je nedvomno bila njihova osrednja točka zedinjena Slovenija. Trditve nasprotnikov, češ da politika narodne stranke nima podpore, predvsem kmečkega prebivalstva, so bile neutemeljene, kar je pokazal zlasti neuspešen poskus ustavoverne stranke na Štajerskem, ki je leta 1869 želela neutralizirati taborsko gibanje sproti tabori, se pravi s tako imenovanimi ustavnimi dnevi v Slovenski Bistrici, v Celju in v Radvanju pri Mariboru. Češ da velika večina spodnještajerskega kmečkega prebivalstva sploh ne podpira politike prvakov in nasprotuje ideji zedinjene Slovenije. Za ohranitev starega posestnega stanja je igrala na karto prednacionalne, regionalne, deželne zavesti. Vrhunečnega carstva je bil torej častnik slobodni Slovenec. Proti zedinjeni Sloveniji so se opredelili tudi ustavoverci v ostalih deželah, ki so se nemških protitaborov, predvsem celjskega, tudi aktivno udeležili. Vižmarski tabor je bil na Kranjskem edini, ki ni bil organiziran na Notranjskem. Bil je eden od 18 taborov, ki so se zvestili v letih 1868 do 1871. Torej, organizirali so ga staroslovenci, potem, ko so se priključili mladoslovencem. Zgodil se je blizu Ljubljane, prestolnice Kranjske, ki je bila tedaj za Trstom drugo največje mesto naseljeno slovensko govorečim prebivalstvom. Gotovo je bil tudi to eden od razlogov, da je bila udeležba v Vižmarjih najvišja. Poleg tega je udeležence do Ljubljane pripeljal vlak po znižani ceni. Karte seveda niso bile znižane zaradi prireditve same, pač pa zaradi gospodarskih koristi. Južna železnica se namreč dobro zavedala, da bo s tem precej zaslužila. Najbrž je bilo veliko takih, ki so na ta način prvič videli Kranjsko prestolnico. Vsi udeleženci taborov se konec 60 let namreč niso spogledovali z nacionalno idejo. Mnogi so prišli iz čisto gospodarskih potreb. Na Notranjskem denimo zaradi pogozdovanja krasa, potem zaradi ustanovitve lokalnih šol, denarnih zavodov, hranilnic, regulacije rek, gradnje mostov, železniških prog, manjšega davka, širše lokalne samouprave in podobno. Kmečko prebivalstvo seveda na tabore ni prihajalo zgolj zaradi slovenskega narodnega programa, pač pa jih je veliko tudi čar velike družabne prireditve, ki jim je razbila monotoni vsak dan. Bilo pa je gotovo tudi veliko takih, ki so na tabore zavili povsem iz radovednosti. Če zaključim, da ne bom predolg, torej, ne glede na začeti nacionalni spopad med nemško ustavoverno in slovensko stranko, nacionalna koeksistenca v vsakdanjem življenju konec 60 let še vedno ni bila povsod docela porušena. Če se je med delom kranjskega meščanstva, prva faza, o čemer bo govoril torej, kolega Matič v nadaljevanju, sredi 60 let že zaključila, so bili tako v mestih kot na podeželju še vedno mnogi neuki delavci in kmetje, ki so se začeto nacionalno miselnostjo še sploh, torej ki se še sploh niso s tem srečali. Na spodnjem Štajerskem so bili v odborih nemških, trških in mestnih občin vse do občinskih volitev leta 1867 aktivni, torej tudi zagrizeni narodnjaki. Članstvo v nepolitičnih društvih je bilo dvonacionalno celo do konca 70 let. Še zdaleč pa ni bilo ločeno družabno življenje. Zato vsekakor ne preseneča, da se moderna nacionalna ideja med večinskim prebivalstvom z njimi torej s tabori še zdaleč ni zasidrala. Deželna zavest je bila posebej na podeželju še zmeraj precej močna. Zavedati se je treba, da je nacionalni proces potekal vse do preloma stoletja, saj so nanj poleg društva in liberalizacije tiska pomembno vplivale tudi volilne reforme, se pravi v letih 1873, 1882, 96, 1907, s katerimi se je med moškim prebivalstvom širila volilna pravica.
Prvotni nacionalizem elit se je s postopno, a vztrajno nacionalno mobilizacijo, poleg tega pa tudi s pomočjo politične demokratizacije, vedno bolj spreminja v nacionalizem množic, ki jih je do konca stoletja tudi prežel. Hvala lepa. Zahvaljujem se Filipu Čučku, sicer raziskovalcu na Inštitutu za novejšo zgodovino, ki se večinoma časa ukvarja ravno s to problematiko politične zgodovine druge polovice 19. začetka 20. stoletja.